Draga Slovenija, maham, malce bo ta video mogoče tak tresljiv, ker držim sočasno kamero in govorim. Ampak, če se usedem dol, ne boste videli ovčka. 2, 3, polno jih je. In pa blinčka. Skratka, moje ime je Sara Bright, Jaši Arti Knibe, sem avtorica knjige Ranljiva in sem se ravno vrnila iz prekrasnega popotovanja po Gruziji s svojim rucekom in pa svojo izkušnjo tekanja po stezicah, namreč neskončno rada sem v naravi in uživam v stiku z njo, ker sem mnenja, da me zelo veliko polni. Ampak tokrat danes v tem videu primarno komuniciram z vami na temo projekta Ustavi se. Izjemno vesela sem, da lahko sodelujem kot ambasadorka pri nečemu tako krasnem. In poleg tega hvaležna, da lahko živim v časih, ker se taki projekti pravzaprav dogajajo in razvijajo. To pomeni, da se na kolektivnem nivoju vedno bolj zavedamo in pa sistemskem nivoju, da je potrebno ta naš nori svet danes ustaviti. Resnično ustaviti. Ne gre za to, da bi potem v tisti točki, ko se ustavimo pasivno živeli svoje življenje. Se spomnim, enkrat me oče vprašajo, kaj pa je pol, ko se pomiriš, ko se ta notranja nevrotična stanja umirijo, kaj ima potem še človek, če nima tendence in želje potem, da to razreši. Lahko povem, da v tisti točki, ko se ti ustavi, se pravzaprav začne šele pravo življenje, prava polnost. Mislim, jaz imam polne roke dela, jaz ne vem več kam sama s sabo, vsemi projekti in idejami, ki jih življenju sedaj, ko živim v recimo temu resonanci z naravnimi biti življenja. Moram prav življenju reči, come on, ustavi se. Ne gre več. Ne morem še ene knjige, ne morem še ne vem česa. Čakaj, time out. Treba je v vrstnem redu se lotiti spremembe in transformacije življenja. Namreč gre se za to, da kot reka soča takrat življenje steče skozi tebe in ustvarjalni potenciali in bom rekla temu, vsa ta notranja moč, ki jo človek ima, zaživi v polni svoji moči in to ni statično stanje. V njem si seveda lahko pomirjen, ker si pomirjen z življenjem, ker se nehaš upirati, nehaš kontrolirati, nehaš dobesedno lulati proti vetru, kot Don Kišot. Ne gre, ne. Skratka, nič ne bomo šli proti vetru, mi bomo šli z vetrom, tega na Nizozemskem nikakor ne primanjkuje. Tako da, jaz želim projektu vse najboljše, vam absolutno bodite pogumni, vredno se ustaviti, vredno je v tistem trenutku, ko se ustavimo, videti življenje v svoji avtentični moči. Vredno je videti, da smo veliko več kot zgolj razum in telo. Vredno je doživeti vse to, kar še stoji za vsem tem, kar pravzaprav mi mislimo, da smo, pa v resnici smo veliko več. In vse to lahko doživimo, vse to lahko občutimo v trenutku, ko se ustavimo. Skratka, imejte najlepše možno življenje. Projektu želim, da doseže vse tiste, ki jih mora. Medije želim, da ustvarjajo novo paradigmo. Jaz sem odprta na vse zgodbe, na vse možnosti. Resnično svoje življenje posvetim temu, da se komunicira. Da se komunicira in še enkrat komunicira zavestno, odgovorno, jasno, avtentično in realno to, kar je. Ko se ti zgodi čudež življenja, si želiš samo eno in to je, da ga podeliš z vsemi tistimi, ki so pripravljeni slišati in se ustaviti. Maham!